Tako da upam, da zdaj vsi vidite. Vidite predstavitev? Ja? Okay. Ja, vice. Ok, v redu, najlepša hvala. Torej, dobrodošli na predstavitev razpisa za Erasmus študijske izmenjave v letu 2023-2024. Ta predstavitev bo predvsem namenjena študentom, ki smo jih prosili, da predstavljajo svoje izkušnje, študenti, ki so trenutno na izmenjavi ali pa so bili lansko leto. Vendarle pa moramo podati nekaj osnovnih informacij pred tem o samem postopku prijave. Zdaj, najbrž mi ni potrebno posebej razlagati, kaj pomeni študijska izmenjava. Prepričan sem, da vsi, ki ste prišli danes, imate dobro predstavo o tem, skratka lahko naredite, opravite nekaj študijskih obveznosti na tuji inštituciji. Danes bomo pa na hitro pogledali osnovne korake, ki so potrebni za samo prijavo. Se vključujem. Ne vem, zakaj pa zdaj. Ne gre od začetka. Aha, tele moram. Tako. Zdaj pa mislim, da bo šlo. Torej, poglejmo najprej osnovne informacije, ki jih morate vedeti. Kdaj in kam. Torej, upravičeno obdobje razpisa je od 1. junija 2023 do 30. septembra 2024. Na izmenjavo lahko greste od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Praktično v praksi pa to pomeni, da gre študent na enosemestrsko izmenjavo ali celoletno, pri čemer morate gledati datume semestra univerze, gostiteljice, kamor odhajate. Kam lahko greste? Sodelujejo seveda vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija. Osnovni pogoj pa je, da imamo mi podpisano Erasmus bilateralno pogodbo s to inštitucijo. Mi jih imamo, mislim, da že blizu 130, najdete jih na spletni strani. Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, kateri državljani so. Pomembno je tudi, da se zavedate, da celoten čas Erasmus študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini. Torej, finančno pomoč, ki boste vi prejeli, ne pripada kar avtomatično vsakemu Erasmus študentu, zanjo je potrebno zaprositi, o tem bom nekaj več stvari povedal kasneje. Finančna pomoč je namenjena študentu, da sofinancira stroške, ki jih ima, ko študira in živi v tujini. Kar pomeni, če vi nekaj delate na daljavo, za tisto obdobje niste upravičeni do finančne pomoči. Erasmus bilateralne pogodbe so na naši spletni strani. Zdaj, mogoče je malo hecno, vem to, da jaz vam zdaj kažem screenshot s trenutne spletne strani, če sem pa prav obveščen, bomo v ponedeljek štartali že z novo spletno stranjo, ki pa bo vključevala že vse te podatke in jaz mislim, da ne boste imeli težav poiskati tudi ta razdelek z Erasmus bilateralnimi pogodbami. Če pa bi imeli kakšne težave, pa seveda nas pokličite ali pa nam pošljete mail, pa vam bomo pokazali. Na trenutni spletni strani ne vas ne zbega, da je veljavnost pogodb že pretekla, namreč že pred časom bi morali te pogodbe vse podaljševati po nekem novem online sistemu, ki pa še ne funkcionira čisto, zato trenutno podaljšujejo pogodbe kar po e-mailu in tukaj na spletni strani tega še nismo zabeležili, ampak da ne boste mislili, da so zdaj vse pogodbe pretekle in da ne morete nikamor iti. Kdo se lahko prijavi na izmenjavo? Študent, ki ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta, študent, ki nima neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova programa Erasmus, jaz mislim, da takih verjetno nimamo. In to je zdaj en zadnji kriterij, ki so ga dodali letos. Študent, ki ni bil v času študija na stopnji, v okviru katere se prijavlja na ta razpis,
sankcioniran v disciplinskem postopku. Torej, letos bomo gledali tudi, ali je kdo izmed prijavljenih bil v kakšnem disciplinskem postopku na fakulteti. Še enkrat opozarjam, pa verjamem, da to vsi veste, na izmenjavo gre lahko študent tudi večkrat. Vam pripada do 12 mesecev izmenjave na stopnjo, tako da tudi tisti, ki so že bili na izmenjavi, lahko recimo en semester, lahko grejo ponovno še za en semester. Velika večina, bi rekel, vsaj 95% izmenjav, je z namenom študija. Pač študent na tuji instituciji dela neke predmete, ki se mu potem priznajo, ko pride nazaj. Možnost pa je tudi pisanje zaključnega dela. Vendar je teh izmenjav zelo malo, zaradi več razlogov. Najbolj težko je nominirati takega študenta, ker v bistvu ta študent ne potrebuje nobenih kreditov in praviloma na tuji instituciji ne vzame nobenega predmeta, nič ne priznava, ko pride nazaj, temveč izmenjava namen za neko, ne vem, da ne spiše nek del zaključnega dela, ali to diploma, ali magisterij, ali pa tudi doktorat, konec koncev. Problem je z najavo takega študenta, ker mi praktično potem najavimo na tuji instituciji študenta, za katerega rečemo, da ne bo vzel nobenega predmeta, ne rab kreditov, malo bo tam raziskoval in večinoma tuji koordinatorji to dojamejo kot bolj ali manj turizem in zelo neradi sprejmejo tako nominacijo. Smo že organizirali v preteklosti tudi take izmenjave, vendar je šlo v teh primerih zato, da je recimo mentor pri nas poznal nekoga na tuji inštituciji in ga je poklical, mu povedal, jaz imam študenta, ki dela to pa to, ali ga je bil pripravljen, ne vem, vzeti za nekaj časa, ali pa smo to zelo dobro argumentirali, zakaj je ta študent zbral ravno to državo, to univerzo za delo na zaključnem delu. Recimo, ne vem, da je tam kakšen model, ki je zelo dober na nekem področju, ki pri nas mogoče manjka. Skratka, potrebno je zelo dobro argumentirati, oni vidijo tudi na drugi strani nek smisel v tem. Zdaj, praviloma dobimo nekaj prijav tudi za to pisanje zaključnega dela, ampak moram žal reči, da je večinoma neresnih, recimo, da se, ne vem, 200 šolki prijavita za pisanje zaključnega dela v Barceloni, pri čemer ne veste niti, nimate ne teme, ne mentorja, niti pojma še nimate, o čem boste pisali. Takih prijav si ne želimo. Če pa imate resno idejo in smiselne argumente, zakaj bi to v tujino šli delati, pa seveda se potrudimo, da tudi to omogočimo. Morate se pa zavedati, da je univerza sicer financira tako izmenjavo, vendar največ 3 mesece. Tako da zato zahtevamo, mogoče še ne ob sami prijavi, ampak hitro za tem, da saj vidimo, da imate jasno idejo, da imate že izbrano temo zaključnega dela in potem prej boste šli, bo mogla biti tudi pisna izjava mentorja, da z delom v tujini soglaša. Torej, kakšni so koraki? Prvi korak, ki ga boste zdaj morali delati v naslednjih tednih, je seveda izbira institucije. To je verjetno tudi najbolj pomemben korak in potem seveda sama prijava na razpis, rok je 23. januar 2023. Temu bodo sledili kasnejših tednih mesecih priprava obrazcev, prijava na spletno aplikacijo Univerze v Ljubljani za finančno pomoč, prijava na tuji instituciji in seveda potem sama izmenjava. Na današnjem srečanju bomo gledali predvsem prve 2 točki. Točke od 3 do 6 bomo posebej predstavili kasneje, predvidevam nekje v drugi polovici marca in na to srečanje bomo povabili samo študente, ki so se uspešno prijavili na razpis. Tako da danes se predvsem ukvarjamo s prvimi 2 točkama. Izbira institucije, kot sem rekel, najbolj pomemben korak, verjetno. Še enkrat, osnova je podpisana Erasmus bilateralna pogodba. Imamo jih več kot 120, vendar niso vse pogodbe primerne za vse smeri. Kako lahko ugotovite, katera je pomembna za vas, primerna? Svetujemo vam, da si pogledate poročilo, ki ga pripravljamo v mednarodni pisarni vsako leto, pravkar mislim, da je pred parimi dnevi ga je PIA posodobila še za zadnje leto in tukaj lahko vidite za zadnjih 10 let
točno kam so odhajali študenti vaše smeri, na katere univerze. V drugem dokumentu pa še bolj natančno popišemo točno, katere predmete so delali na tuji instituciji in kateri naši predmeti so bili priznani o povratku. Tako da tukaj lahko zelo natančno vidite, katere univerze so primerne za vas, primerne mogoče za vašo smer ali pa celo letnik in stopnjo študija. Svetujemo seveda tudi, da si na spletni strani tuje institucije pogledate, poiščete predmete, ki jih ponujajo raznim študentom. Zdaj nekatere univerze ponujajo vsako leto povsem iste vsebine in to je potem stališča študenta priprave na izmenjavo vam zelo olajša zadevo, ker to praktično pomeni, da točno veste, kaj boste tam počeli in v tisti tabeli, ki sem prej pokazal, lahko tudi najdete točno, kateri predmeti so bili pa priznani pri nas. Seveda so pa tudi nekatere univerze, ki spreminjajo to ponudbo in je fajn, da pogledate njihovo spletno stran in preverite, ali boste sploh lahko našli dovolj ustreznih predmetov. Zdaj, za samo prijavo tehnično, kar mednarodne pisarne se tiče, ni potrebno že imeti študijskega načrta. Definitivno boste pa to morali potem dokaj hitro se spraviti pripravljati, ne že spomladi. So pa tudi nekateri oddelki, mislim, da recimo na logopediji, želijo že ob sami prijavi, da napišete, pogledate zelo natančno, kaj bi tam, katere predmete boste tam delali in kaj predvidevate, kaj bi bilo smotrno, da se potem pri nas priznava. Prišlo bo tudi do situacij, verjetno vsako leto imamo take, da nek študent želi neko univerzo, kjer ni bil še nihče z njegove smeri. V tem primeru je potrebno seveda preveriti dobro, ali ta povezava, ta destinacija sploh primerna za vašo smer. Zato je dobro pogledati bolj natančno v teh primerih predmete, ki jih ponujajo in na vsak način poskušati priti do njihovih učnih načrtov. In potem to predstaviti oddelčnemu koordinatorju, da se preveri, ali je ta destinacija, ali so ti predmeti sploh primerljivi in primerni za priznavanje. Ko gledate spletne strani tujih institucij, recimo, vem, vsako leto je tudi nekaj primerov, ko študent najde čisto povsem novo univerzo. In če se da, mi poskušamo potem podpisati pogodbo, če je ta univerza seveda ustrezna, če jo ustrezno predstavi oddelčnemu koordinatorju in oddelek podpre to povezavo, to pogodbo. Vendar, ko iščete take univerze ali pa nove povezave, pa tudi sicer je moj nasvet, da dobro pogledate, kaj točno oni ponujajo raznim študentom. Študenti radi gledajo kar splošne programe, ki jih ima ta univerza, recimo, da je to vse v angleščini predstavljen in ugotovi, da je program fantastičen, zelo primerljiv z našim, zelo zanimiv. Ampak opozarjam, da to ne pomeni nujno, da vi kot Erasmus študent tudi lahko zbirate karkoli iz njihovega programa. Praviloma imajo univerze poseben nabor predmetov, na katere spuščajo Erasmuse, tako da vi se morate prepričati, da ne boste gledali njihove redne programe, potem boste pa ugotovili, da je za Erasmuse pa nekaj povsem drugega. Tako da to so nekako nasveti, ko gledate spletne strani tujih univerz. Postopek prijave je seveda, da pogledate najprej, poiščete neke ustrezne institucije. Predlagamo, da se ne omejite samo na eno. Vi boste na prijavi, imate možnost napisati 3, tako da jih rangirate. In če niste zbrani za prvo, vas lahko potem nominiramo za drugo. In ko imate enkrat s pomočjo Erasmus oddelčnega koordinatorja izbrano ustrezno univerzo, izpolnite spletno prijavo v Wix-u, naložite motivacijsko pismo, to je od 1 do 2 strani največ v angleškem jeziku oziroma v jeziku, v katerem boste opravili študij, tako da če mislite na neko nemško univerzo, kjer se bo potekal študij v nemščini, potem napišite to motivacijsko pismo v nemščini. Ker velikokrat jaz potem pri najavah študentov pošljem tuji univerzi tudi vaše motivacijsko pismo, da vas bolje spoznajo in vem, da jim je to fajn tako prebrati. Tako da zato želimo, da je v jeziku, v katerem boste tudi študirali.
Tretji korak, prosim, ne pozabiti, je izpolnjeno spletno prijavo potrebno po oddaji v VIS-u shraniti kot PDF in jo poslati na e-mail naslov oddelčnega Erasmus koordinatorja. Na ta način želimo, da so tudi na oddelku seznanjeni z vašo prijavo. Rok za prijavo je 23. januar 2023 in do tega dne do polnoči imate tudi čas, da pošljete po mailu prijavo oddelčnemu koordinatorju. Kakšna so merila? Zdaj, teh prijav je vsako leto več, tako da smo že kar nekaj časa primorani, da rangiramo prijave. Še posebej to postane aktualno v primerih, ko za neke popularne destinacije pride 3-krat, 4-krat, 5-krat preveč prijav in ne moramo poslati vseh, takrat pač moramo začeti rangirati. Že od samega začetka, ko rangiramo, smo upoštevali prvi kriterij, da je najbolj pomemben letnik študija. In sicer višji letnik kot ste, več točk dobite. Logika zadaj je ta, da pač tisti, ki so v nižjih letnikih, bodo imeli več možnosti oziroma lahko grejo pol tudi naslednje leto. Upošteva se tudi povprečna ocena, motivacijsko pismo. Dajemo minus pike, če je bila izmenjava v preteklosti neutemeljeno odpovedana zaradi nekih subjektivnih razlogov, ker da univerza želi, da in tudi nacionalna agencija, da je čim manj teh odpovedi, zato je tudi ta kriterij vključen. Z letos smo pa dodali še dva, in sicer prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki so se pred prijavo posvetovali z oddelčnim Erasmus koordinatorjem. Kot boste videli, jaz tukaj praktično ob vsakem slajdu trobim, da je potrebno se pogovoriti z oddelčnim koordinatorjem, pa vendar je potem vsako leto približno tretjina prijav, recimo v moji grobi oceni študentov, ki niso nikogar obvestili, ampak so se zadnji dan prijavili. In če bo prišlo do selekcije, bomo gledali tudi to, kdo se je predtem posvetoval z oddelčnim koordinatorjem. Pa šesti kriterij, da študenti, ki še niso bili na izmenjavi, imajo prednost pred študenti, ki so že bili na izmenjavi. Kaj je pomembno, da veste, da nihče se ne odpravi na izmenjavo, ne da bi imel vnaprej določene obveznosti, ki jih bo v tujini opravil, in dogovora, katere predmete bo imel pri nas priznane. Skratka, to mora biti jasno, preden študent odide v tujino, ne pa da ima odprte stvari ali pa da se bo menil za priznavanje, ko bo prišel nazaj. Te stvari načeloma morajo biti dogovorjene vnaprej. Samo na kratko, kot rečeno, mi bomo imeli posebno srečanje za tiste, ki se boste uspešno prijavili, kjer bomo to bolj detaljno razložili, ampak najbolj pomemben korak po tem, ko se vi prijavite in ste izbrani, je, da pripravite dogovor o priznavanju. Vi morate na tuji inštituciji osvojiti vsaj 20 kreditov oziroma vsaj 20 kreditov na semester se mora priznati naših predmetov, ko vi pridete nazaj z izmenjave. V ta namen sta dva obrazca, en je naš interni individualni študijski načrt, ki ga ne pošiljate nikamor, ostane v naši mednarodni pisarni in je osnova za priznavanje po povratku. Drug obrazec je pa pravzaprav obrazec Erasmus programa, se imenuje Learning Agreement ali študijski sporazum, ki ga pripravite potem, ko imate enkrat pripravljen že individualni študijski načrt. Ta študijski sporazum pa podpišejo tudi vaši gostitelji, torej koordinator na univerzi gostiteljici. Ampak kot rečeno, o tem bomo govorili v naslednjih tednih. Fajn je pa, da imate malo vsaj vnaprej predstavo, kakšni so naslednji koraki. Rad bi izkoristil to priložnost, da vam samo še omenim, da je še vedno možno prijava tudi na Erasmus praktično usposabljanje. Prijave so še vedno možne, več informacij imate na spletni strani Pedagoške fakultete. Upravičeno obdobje za izvedbo Erasmus prakse je do konca septembra 2023. Rok za prijavo pa je do porabe sredstev, zaenkrat sredstev še na voljo, oziroma najkasneje do 1. julija 2023, kar je še ravno dovolj zgodaj, da se prijavite pravočasno, da potem izvedete minimalno 2 meseca prakse, kot je to predvideno z Erasmus programom, pa da še zmeraj realizirate do konca septembra 2023. Mi smo pred meseci pripravili video predstavitev razpisa in ga najdete na YouTube kanalu Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.
Če pogledamo na kratko še, kar vas verjetno še najbolj zanima, kako velika je finančna dotacija. Mogoče najprej spet opozorilo, da bi študenti ne prejme avtomatično, temveč je potrebno zanjo zaprositi. In to je eden izmed naslednjih korakov po uspešni prijavi. Nekje pozno spomladi ali zgodaj poleti vam Univerza v Ljubljani pošlje navodila za prijavo in razloži vse, kakšna dokazila morate še vse naložiti na spletno prijavo, da zaprosite za finančno pomoč. Pomembno je, da se tega lotite pravočasno, ker ko vi enkrat oddate prijavo, Univerza vam pošlje pogodbo v podpis, ko vi podpišete, pošljete nazaj in na to vam Univerza nakaže sredstva. In to se mora zgoditi, preden vi odidete v tujino. Pred leti se je včasih dogajalo tudi, da je študent šel na izmenjavo in potem šele tam začel urejati finančno pomoč. To se nikakor ne sme zgoditi. Vi morate to imeti urejeno, preden odidete v tujino. Kakšna je finančna pomoč, višina? Tole so podatki iz prejšnjega razpisa, prejšnjega lanskoletnega projekta za orientacijo. Letošnjih številk še nimamo, ker to je potem naknadno Univerza šele zve, koliko sredstvi razpolaga. Ampak za eno osnovno orientacijo je pa to povsem dovolj. Kot vidite, so države razporejene v kategorije in za tretjo skupino držav dobite nekoliko manj kot za prvi dve. Poleg tega Univerza v vašem imenu zaprosi tudi za nek dodatek iz javnega sklada. Možno je dobiti dodatek za študente iz okolij z manj priložnostmi, dodatek za zeleno potovanje, pod določenimi pogoji, če potujete na destinacijo z nekim skupinskim prevozom. In obstaja tudi možnost zaprosila dodatka za študente s posebnimi potrebami. Jaz vam toplo svetujem, da si to natančno preberete v razpisu, ker je tam res zelo natančno tudi razloženo, v kakšnih primerih ste upravičeni do kakšnega dodatka. Tako da, če pa imate kakšno vprašanje v zvezi s tem, pa vas vabim, da nam pišete e-mail in bomo poskušali čim prej in čim bolje odgovoriti. Če sem že omenil prakso, lahko tukaj tudi pokažemo, kakšne so pa štipendije oziroma finančna pomoč za prakso, ker je praksa v bistvu, tukaj pa že vemo, te cifre so aktualne, to velja za ta razpis. Tukaj v tem primeru so pa razdeljeni države v dve skupini in se tudi malenkostno razlikuje višina zneska, odvisno od tega, v katero državo greste. In tudi v tem primeru je na voljo kar nekaj dodatkov, področni pogoji in vam svetujem, da si to preberete natančno v samem razpisu, ki je na spletni strani. Še par pomembnih zadev, na katere vas moramo opozoriti, to nas je prosila Nacionalna agencija. Še enkrat, Erasmus finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti, zato je pomembno, da se lotite same prijave za finančno pomoč pravočasno. To je običajno, dostikrat dobimo vprašanje iz druge točke, torej študent, ki prejema Erasmus finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo, državno štipendijo, Zoisovo štipendijo, tako da to se ne izključuje. Število odobrenih financiranih mesecev na posameznega študenta bo odvisno od višine sredstev, ki jih ima Univerza v Ljubljani na voljo. Torej, to v tem trenutku še ni jasno, koliko sredstev bo na voljo in če se bo zgodilo, in jaz mislim precej verjetno, da se bo, da bo prijav veliko več, kolikor bodo na koncu imeli sredstev, da bodo omejili število mesecev, ki jih bodo financirali. Recimo, veliko je aktualno vprašanje, ali bodo financirali podaljšanje. Dostikrat se zgodi, da študentu tako fajn na izmenjavi, da želi podaljšati izmenjavo še na drug semester in kakšno leto je sredstvo dovolj, da Univerza financira tudi podaljšane mesece. Kakšno leto, recimo letos, se je pa zgodilo tako, da podaljševanj ne bodo financirali. Tako da to se žal ne ve vnaprej in to vam Univerza sporoči šele enkrat, mislim, da pozno jeseni študentom, ki so takrat na izmenjavi, ali so zmožni ali ne. Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil
z Univerze v Ljubljani pred odhodom na študij v tujino. Torej, še enkrat, vi se boste morali prijaviti za Erasmus finančno pomoč in ko boste tam dali prijavo, vam bo univerza na podlagi podatkov, ki jih boste tam upisali, poslala sporazum o nepovratnih sredstvih. In šele, ko je to podpisano, boste dobili sredstva na svoj račun. Vse pravice, obveznosti in odgovornosti bodo pa zapisane v tem sporazumu, tako da vam tudi toplo priporočamo, da si ga natančno preberete. Sploh za primere, kaj se zgodi, če predčasno zaključite in podobno. Celoten čas Erasmus študija v tujini mora študent bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini. Če bi torej, tole imam še slajd iz lanskega leta, upamo, da to ni več aktualno, zaradi pandemije ali česarkoli vi morate odpotovati nazaj domov in potem delate nadaljavo kaj, za tisto obdobje niste upravičeni do Erasmus finančne pomoči, tega se morate zavedati. Okay. Po mojem, da ni potrebno posebej promovirati to izkušnjo, sicer boste pa zdaj videli, ko vam bodo predstavljali svoje izkušnje študenti, ki so bili lansko leto na izmenjavi ali pa so trenutno celo zdaj na izmenjavi. Ko študenti pridejo nazaj in mi damo eno tako kratko anketo za izpolniti, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani. In tam sicer zveste tudi kakšne praktične zadeve, kaj je omogočeno na tuji inštituciji, ali vam pomagajo najti sobo, ali so kakšne ekstra kurikularne aktivnosti in tako naprej. Na koncu zadnje vprašanje je pa neko njihovo sporočilo, kako se jim je zdela izkušnja in moram reči, da v 15 letih ni bilo ene slabe ocene na koncu. Mislim, da tudi v primerih, ko je šlo vse narobe, da niso dobili sobe ali pa da jih je, so bili okradeni, nič ni bilo v angleščini. Na koncu vedno zadnje vprašanje, kako je bilo najboljša izkušnja v življenju, takoj bi šla še enkrat. Tako da res vam toplo priporočamo, pa da si tudi preberete te vtise, ki jih imamo na spletni strani upisane. Torej, če še enkrat povzamem, kakšni so glavni koraki, zdaj je vaša naloga, in verjetno je to tudi najbolj pomemben korak, izbira institucije. Še enkrat toplo priporočamo, da se pri tem posvetujete z oddelčnimi koordinatorji. Tudi zato, da tudi če greste v neko institucijo, kjer so redno hodili študentje z vaše smeri, je fajn, da jih to odvitite v koordinatorju naprej. Mogoče izveste, da enako razmišlja še 20 drugih študentov vaše smeri, mi pa lahko pošljemo samo 3 in da je, recimo, če ste nižji letnik, malo verjetno, da boste prav vi izbrani in da zato lahko začnete pravočasno razmišljati o alternativni destinaciji. Rok za prijavo je 23. januar, ne pozabite poslati prijavnice tudi Erasmus koordinatorju. Potem pa sledijo naslednji koraki, bežno smo opisali ta 3. korak, ki je potem verjetno najbolj pomemben, priprava dogovora o priznavanju, se pravi priprava 2 obrazcev, interni obrazec za priznavanje in learning agreement. Sicer pa boste potem kasneje prejemali navodila od nas postopoma, mi bomo organizirali srečanje, se pravi nekje v drugi polovici marca, potem pa prejemate postopoma navodila z tuje univerze, in kako se prijavite, navodilo z naše univerze, kje in kako se prijavite za finančno pomoč in počasi pripravljate dokumentacijo za odhod na izmenjavo. Če imate kakršnakoli vprašanja, se obrnete lahko na mednarodno pisarno, to je e-mail. Tukaj pa še kontakti oddelčnih koordinatorjev. Tako da imate pa vse te informacije tudi na spletni strani. Tako, upam, da smo pokrili najbolj osnovne informacije. Zdaj pa vas vabim, če ima kdo kakšno vprašanje. Če ne bi pa kar začeli s predstavitvami študentov. Če ni vprašanj, potem bi pa jaz dal kar besedo Juliji, mislim, da je prva na vrsti, ne? Pa kar izvolite, ja? Pozdravljeni.
Upam, da me Wi-Fi ne bo razočaral, ker zadnje čase malo štika. Ampak jaz sem Julija, trenutno se nahajam na Finskem, ker sem na izmenjavi. Obiskujem University of Lapland, to je meni univerza na Japonskem in kaj imam zdaj? Bom osnovne stvari povedala. Torej, za začetek, že od začetka je tukaj mednarodna pisarna res izjemna. Odzivni so, stalno obveščajo, na začetku dobiš eno brošurico, kjer imaš vse glavne informacije, so srečanja z mednarodno pisarno, ta prva je obvezna, zato da dobiš glavne informacije, potem pa če imaš še kakršnakoli vprašanja, imajo stalno odprte termine za dodatna vprašanja, tako da res, tukaj sem bila toliko zadovoljna in tudi dobiš informacije o namestitvi in povežejo te s tutorjem, torej nekom, ki je že bil na Finskem ali pa študira na Finskem, je Finec in ti pomaga, da potem je lažji ta prehod v življenje. No? Tako da res mednarodna pisarna je tukaj izjemna, jaz sem bila ful zadovoljna, sicer moja tutorka ni bila toliko odzivna, kot bi si želela, ampak je to povezano vse tukaj, da dobiš informacije, če jih želiš. No? In tudi mednarodna pisarna ti omogoča, to pomeni, dobiš aplikacijo, na kateri se lahko povežeš že pred izmenjavo z drugimi študenti in pa z namestitvijo. Zdaj, kar se namestitve tiče, je tudi, mislim, meni osebno je zelo všeč, tudi so zelo odzivni. Najemnina je pač primerna za finske standarde, ampak vseeno precej nizka, nižja kot v Ljubljani zdajle. Jaz sem plačevala 260 € na mesec, nekateri tam okoli malo čez 300, no, ampak res tako, tudi v primerjavi s stanovanjem v Ljubljani zdajle je precej ugodna najemnina, pride z veliko ugodnostmi, ne vem, zastonj savna, lahko, ne vem, kolesa, vse živo dobiš še zraven. Tako da, ne vem, pranje, servis koles, vse živo, tako da namestitev je zelo v redu, res poskrbijo zate, se počutiš dobrodošlega, ko vidiš, no. Potem naslednja stvar je faks. Na fakulteti se začne z uvodnim tednom, kjer je en teden predavanj samo za študente, tako da če kogarkoli strah, da ne bo vedel, kaj se dogaja, tukaj poskrbijo, ti povejo, kako poteka življenje na Finskem, kako poteka študij tam, tudi vse informacije že z naše fakultete jih imaš, potem jih še s tem dobiš, tako da res veš, kaj se dogaja. Predstavijo ti različne študentske ugodnosti, tukaj jih je ogromno, zato ker je Finska draga, tako da vse od hrane, trgovin, kavarn, javnega prevoza, vse imaš popust, vlaki, vse, kar si želiš, tukaj je znižano za študente, ker se zavedajo, sploh za mednarodne študente, ker se zavedajo, da je finski standard življenja precej visok. Potem na fakulteti, kar se predavanj tiče, predavanja so v angleščini, nekateri predmeti nimajo predavanj, ampak imaš samo gradiva na spletni učilnici, moraš predelati gradiva, vmes si v kontaktu s profesorjem in oddaš esej. Kar se zaključnih ocen na splošno tiče, večinoma so eseji, tako da ni izpitev. Izpit sem imela en iz finščine, ostalo so predelovanje gradiv in eseji v kontaktu s profesorjem, zelo pogosto v kontaktu v kombinaciji s predavanji. No? Tako da to je bilo meni zelo všeč, ker sem bolj na eseje kot na izpite narejena. Tako da, če je to bolj za vas, manj stresa je, pa enakomerno so eseji razporejeni tekom semestra, tako da imaš, če si prav organiziraš en ali pa 2 eseja na mesec. No? Tako da se res da in zraven še imeti študentsko življenje. Kar se tiče predmetov, je zelo tako, na spletni strani imajo katalog, jaz sem na socialni pedagogiki in so res prilagodljivi, kar se tiče priznavanja. Predmeti so tukaj zanimivi, raznovrstni, ampak moraš res malo pogledati, kateri so socialno-pedagoški. Jaz sem imela srečo, da sem jih res našla, tako da če kogarkoli karkoli zanima v zvezi s tem, lahko tudi mene kontaktira, ampak se res da, kar se tiče priznavanja, se mi polovica enega predmeta ni priznala, ampak to je spet samo manjša obveznost, ki bi bila zelo podobna temu tukaj, no? Tako da se res splača z mojega vidika iti sem. In tudi, ne vem, z obeh strani se zelo hitro spremeni pogodba. No? Tukaj so zelo prilagodljivi na Finskem, lahko upravljaš predmete iz vseh fakultet, ne samo iz pedagoške fakultete. Tako da, če najdete kakšen predmet na drugi fakulteti, ki se bolj prilagaja, brez težav, tudi oni so zelo odzivni, samo podpišejo, a si se zmenil s svojo univerzo, ja, pol pa podpišejo. Profesori so odzivni, če kateromukoli profesorju pišeš, če lahko, ne vem, prideš k njihovemu predmetu kasneje ali pa karkoli, so odzivni, so tudi zelo ustrežljivi. Tukaj so res narejeni tako, da
če želiš dobiti znanje, ga boš dobil, no? In ti ga bodo oni tudi omogočili na kakršenkoli način lahko. In tudi z strani naše univerze se res da, če poskrbiš, da delaš stvari v pravem času, ni nobenih problemov, no? Pa tudi, če malo zamujaš. Na splošno, kar se pa tiče fakultete in študentskega življenja, tukaj je zelo veliko študentskih organizacij. Ena je prav namenjena mednarodnim študentom in to se res pozna, ker je študentsko življenje ful aktivno. Če koga skrbi mraz ali pa izolacija ali pa karkoli, se zaradi študentskega življenja to vse izniči. Še posebej, ne vem, kar se tiče spoznavanja ljudi za pol, kaj je tema. So mednarodna srečanja vsak teden, se v kavarni dobiva družabne igre, potem so izleti, zastonj imaš bowling, plezanje, vse živo, samo zato, da se povežemo med sabo, da pol zdaj recimo, ko imam 4 ure sonca pa minus 20 stopinj. Da je lažje, ja, prosti, v tretjem letniku sem, to sem pozabila na začetku povedati, sem živčna, v 3. letniku sem. Prvi semester 3. letnika. Ok, ful hitro govorim, malo sem živčna. To pomeni, naslednja postavka so finance. Kot sem že prej omenjala, Finska je draga, ampak z Erasmus štipendijo res gre. Se mi zdi, da če vzameš ta minimalen nivo v smislu letalska karta, potem najemnina, hrana tukaj, če malo gledaš na ceno, pa če na primer ješ kosila na fakulteti, kjer je kosilo 3,60 € zdaj, ko se je malo dvignilo vse skupaj. Se res da z Erasmus štipendijo večino pokriti, oziroma se mi zdi, da bi se dalo kar vse. Če pa zraven delaš še ne vem kakšen šport ali pa kaj takega, imaš zelo veliko popustov, ampak vseeno se mi zdi, da greš malo čez proračun, ampak ne toliko, vsaj meni se zdi, no, da se ne bi splačalo iti. Sploh, če imate težave s financami, pa če imate že tako kakšno štipendijo, se mi zdi, da bi mogli to pokriti, no. Večinoma nisem pa še delala finančnega proračuna, da vidim, kje točen sem, vem pa, da imam še nekaj denarja za naslednjih par tednov. Ampak res se poskrbi, tukaj je toliko popustov za vse stvari, da če greš na ta na običajni startup, ne da prav gledaš na denar, ampak tako bi mogli vse iti, so pa potovanja draga, če bi radi šli na Norveško pa Švedsko, pa to, no. Jaz nisem šla glih zato, ker pač gre takoj 200-300 € za kakšno tako potovanje. Ampak kar se tiče Finske, pa se da z Erasmus štipendijo brez težav. In potem še zadnja točka, mesto na splošno je super. Zdajle imamo 4 ure sonca na dan in jaz tega sploh ne opazim. Mislim, opazim, da ni dneva, ampak je toliko za delati tukaj enih športnih aktivnosti, enih narave, v savnah je, ne vem, kopanje v ledu, toliko enih stvari se lahko v tej ledeni vodi, toliko enih stvari se da delati, da sploh ne opaziš, da ni sonca, sploh če jemlješ D-vitamin, pa imaš socialen krog, tako da če koga skrbi to, res ni problem. Dokler je pa sonce, je pa tudi, ne vem, tule od avgusta, ko imaš 20-22 ur na dan sonce do zdaj, se toliko spremeni letnih časov in narave in vsega, da je resno ena stvar, ki je res dobro izkusiti. Mislim, fino je, če najdeš prijatelje, ki to delajo s tabo, ampak poznam tudi ljudi, ki so zelo malo ljudi spoznali, pa jim je mesto toliko dalo, da ni bilo problem, da ni bilo toliko ljudi, no. Tako da to se mi zdi, da so bile glavne točke. Če ima kdo še kakšno vprašanje, vidim, da sem malo hitro govorila, živci so me izdali. Ampak, če ima kdo še kakšno vprašanje, mi lahko zdajle vpraša, drugače pa jaz sem kontaktirala Matica, ki je bil tukaj lansko leto, se mi zdi, in mi je to zelo, zelo veliko pomagalo in tako da lahko mene kontaktirate, pa vam še kaj povem. Super, najlepša hvala, Julija. Mislim, da ste odlično predstavili, tako da nisem treba nič opravičevati. Če ima kdo kakšno vprašanje, torej, tako kot je rekla Matic, je bil lansko leto tam in to predstavitev imamo tudi še vedno na YouTube kanalu, tako da si svetujem tudi, seveda pogledajte tudi lansko letno predstavitev, ker smo prav tako vključili predstavitve študentov. Ok, če noben nima nobenih vprašanj, potem bi jaz šel kar naprej. Mislim, da se še naslednji študentki rahlo mudi, ker ima čas do 11, če se ne motim.
Dominika, je Dominika z nami? Aha, evo, ja. Ja, pozdravljeni, ja, se slišimo? Ja, se slišimo, ja. Ok, super. Upam, da me ne bo... a lahko šeram? Ker Ja, trenutno ne lahko, ja. morem. Evo, sem te pripravil, ja. Aha, hvala. Okay. Torej, jaz sem se odločila za izmenjavo v Madridu, in sicer v 4. letniku, torej lansko leto, v 2. semestru. In v bistvu Dominika, lahko samo se opravičujem, meni je bilo... mi vidimo zadnji slajd, mogoče, če date na prvega. A zdaj se Zdaj pa vidi? vidimo prvega, ja, zdaj pa v redu, ja. Ok, dobro, hvala. Ja, torej sem bila v Madridu in v bistvu kot samo fakulteto ne bi rada toliko promovirala, ker je bilo enih sprememb learning agreementa, da sem bila na koncu, ne vem, najprej so mi, še preden sem prišla tja, so mi rekli, ok, enega predmeta ne moreš opravljati, pol je bila spet neka druga sprememba, pol spet neka tretja in na koncu sem bila že tako, ok, a bo to šlo skozi ali ne bo šlo, ampak ja, je šlo. In v bistvu sem imela 3 predmete v angleščini in enega v španščini. Torej, tukaj bi rada opozorila, da ja, mogoče, če greste v Španijo, bi bilo vsaj neko osnovno znanje dobro, da ga imate, ker ja, Španci so bolj z angleščino, bolj se ne znajo, ampak še vseeno govorijo. Glede nastanitve sem morala bolj ali manj samostojno poiskati in sicer se cene gibljejo v Madridu tja od 400 do 600 evrov. Se mi zdi pa, da ni tako težko najti. Mislim, moraš pogledati po različnih spletnih straneh. Potem Erasmus štipendija, ok, če vzameš torej za nastanitev za 600 evrov, torej ti pokrije za torej tole. Se mi zdi, da se pa da najti, da ti recimo Erasmus štipendija pokrije polovico stroškov za nastanitev in potem imaš polovico stroškov za svoje potrebe. Za kakršnekoli izlete okrog, se mi zdi, da pa ja, vseeno je logično, da moraš imeti še nekaj svojega našparanega, prihranjenega. So pa različne ugodnosti od tega, da so muzeji zastonj, razne ugodnosti glede izletov, v smislu do Valencije ali pa do Sevilje, Kordobe, Granade. Je to za študente s pomočjo različnih organizacij zelo dobro poskrbljeno. In tudi prevoz po celotnem Madridu je omogočen za 20 evrov, kar se mi zdi res ugodno. In tudi cenovno se mi zdi, da se da dobro skozi priti. Je aktivno seveda tudi nočno življenje. In pa se mi zdi, da zelo veliko se da spoznati enih dobrih ljudi. Torej ja, moraš iti na izmenjavo, če želiš malo razširiti svoje obzorje, ne samo po Evropi, ampak lahko tudi širše po svetu. In pa mogoče, kar me je razžalostilo oziroma ena negativna je glede na odzivnost in organizacijo fakultete, ampak če s celoto pogledam, je dejansko mi bilo na koncu res najboljša izkušnja.
Se pa trenutno nahajam v Gentu v Belgiji in sicer opravljam prakso in sicer na International School Gent, kjer imajo, torej gre za zasebno šolo in sicer pre-primary, torej recimo, da za predšolsko vzgojo in primary za osnovno šolo in se mi zdi, da tudi zelo dobro videti to perspektivo, na kakšen princip pristopajo oziroma kako poučujejo. Tako da, če kdorkoli razmišlja o praksi, ja, definitivno bi za razredni pouk in pa tudi celo za predšolsko vzgojo priporočila to šolo. Nastanitev sem si morala prav tako samostojno najti. Cene se gibljajo tja od 500 do 700. Se mi zdi, da je težje najti kaj cenejše, ampak so tudi opcije, ampak je treba biti seveda pazljiv, da ni kakšnih skemov oziroma kaj podobnega. Erasmus plus štipendija je 750 €, tako da to, ja, spet, recimo, da lahko pokrije polovico, oziroma itak se mi zdi, da je vse na tebi, koliko misliš zapraviti denarja. So pa različne ugodnosti, kot je na primer prevoz po Belgiji, imaš karto za 10 voženj, stane 55 €. Potem razne vstopnine imajo, ne vem, vstopnine v muzeje in to so študentske cene. Potem imamo pa tudi različne organizacije za izlete, če se za to odločiš. Nočno življenje, predvsem tukaj med četrtkom do nedelje. In se mi zdi najbolj neka pozitivna stran tukaj, da je tale learning agreement bil zelo enostavno, sam izpolniš. Potem imaš seveda tudi intervju predčasno z šolo. In pa ja, predvsem pa tudi to, da se ti tale praksa del oziroma celo v celoti priznava, se mi zdi kar dobra odločitev za v dodatnem letu oziroma za možnost, če kdo vzame gap year. Cenovno se mi zdi, da je nekako višje življenje kot v Španiji. Dobra plat je pa tudi ta, da v Gentu vsi govorijo angleško, tako da se mi zdi, da se nikakor ne moreš izgubiti. Tako da in Erasmus praksa in Erasmus kot študij, se mi zdi, da kdorkoli, ki se odloča, ali bi šel ali ne bi šel, ja, pejte. Pa najlepša hvala. Super, najlepša hvala. Če ima kdo kakšno vprašanje? Vkolikor ne, hvala lepa. Gremo kar naprej. Mislim, da sta naslednji na vrsti Aja in Melanija, ne? Če se ne motim. Ja, živijo. Živijo. Okay. Jaz imam tudi eno predstavitev za šerat. A videti? Ja, vidimo, ja. Super. Ok, midva sva bile pa na Danskem, na VIA University College-u in bi malo predstavila to izkušnjo. Torej, ta VIA University College se nahaja v mestu Aarhus, to je tisto drugo največje mesto, je na severu polotoka Jutland in je v bistvu tudi mesto kulture, ima dva zanimiva muzeja, ki sta tako večja in bolj poznana po svetu. En je glede umetnosti, en je glede naravne, te natural history, vikingov in podobno. Je mlado mesto, je pač ni nastalo dolgo nazaj in se še vedno ful razvija, ful širi. Ima, mislim, da 3 večje univerze, ki se delijo na manjše univerze znotraj tega, tako da je ogromno mladih, ogromno tujih študentov, tudi ogromno priseljenih ljudi iz vseh koncev Evrope, ki probajo dobiti nek začetek v Aarhusu. Tako da je zelo zanimivo, zelo pestro. Leži ob morju, ima tudi dosti plaž, če je to koga interesira, da se gre kopati na Danskem. Zdaj tukaj spodaj na slajdu je par informacij o tem,
kje je kaj dobro, oziroma kako je kaj s prevozi. Recimo pač tako, ko smo zdaj poslušali pri Juliji, ko je rekla, da je ful ugodnosti za študente na Finskem. Na Danskem ni toliko plusa za študente, nekaj malo je, tako da recimo tudi te mesečne vozovnice lahko kupiš kot študent mesečno, pa jo potem uporabljaš neomejeno, stane pa 50 €. Pač standard je dosti višji kot pri nas. Tako da tukaj spodaj so pač ene informacije, če se malo pogledate. Ja, zelo imajo radi kolesarjenje, tako da to je Danska in Nizozemska so nori na kolesa, ogromno mojih sošolcev si je sposodilo kolesa pri Swapficu, kar se tudi lahko priporoča, če pač hočete biti malo bolj športni. Bom pa šla kar naprej, da se ne bomo preveč zavlekli. In ja, tukaj imamo VIA University College. V Aarhusu sta v bistvu dve stavbi oziroma dva ta kampusa. Ta, s katerim imamo mi sklenjeno pogodbo, je kampus Aarhus C, ki je v centru mesta. Tako da ne bo, če boste pač kaj gledali, da ne bo vas zmedlo, en je N, en je North in tisti je za medicino. Mi imamo s kampusom C pač sklenjeno sodelovanje in pa tukaj smo pač tudi našli različne programe. Zdaj jaz in Melanie sva bila vsaka na svojem programu. Če ne, imajo pa ful dobro organizirano, ponujajo res različne programe za različne skupine in pa pač z vsega sveta pridejo študentje na te Erasmus programe. In pač ja, stavba je taka moderna in res noro lepo urejena. Ful je prijetno biti tam, podpirajo to tudi, da se pač dela v majhnih skupincah, vse povsod so taki kotički skriti, kjer se lahko učiš, delaš, se lahko ful boljše povežeš s svojimi sošolci. In kar je tudi posebno se mi je zdelo, da pač vsi smo na začetku dobili te študentske izkaznice, s katerimi smo v bistvu lahko odpirali sobe v različnih dvoran, tako da smo vedno imeli na voljo, da smo lahko šli v glasbeno sobo, v telovadnice. Če smo delali karkoli za faks, smo lahko vedno uporabili te prostore in materiale za potrebe faksa in smo na tak način se tudi dostikrat povezali ali pa delali tako skupinsko. Res je taka celovita izkušnja. Ponujajo pa tudi različne te klube, dodatne aktivnosti. Jaz sem hodila na plesni krožek vsak ponedeljek, zaradi tega, ker pač mi je bilo to blizu. Pa potem vedno so bili umetniški, dosti mojih prijateljev je hodilo na igre z žogo oziroma neke dodatne igre, ki so bile ob torkih. Vse to je zastonj in so ponavadi ful veseli, da pač sprejmejo kogarkoli v te krožke. Vedno se prilagodijo tudi tako, če pač izpostaviš in prosiš, bojo celotna skupina dancev zamenjali in bojo govorili samo po angleško, zaradi tega, ker pač jim je všeč, da pridejo tudi tuji študentje zraven, no. In pa na začetku nam je fakulteta zrihtala spet nek tutorski sistem, buddy sistem, tako da mi smo mogli sporočiti na začetku, kdaj pridemo, kam pridemo in so nas povezali z eno osebo, ki se je za to javila, in ta oseba nas je v bistvu sprejela s taksijem na kjerkoli smo že prišli in nas je peljala do naše nastanitve, nam razložila, kje živimo, kako funkcionira tisto okolje in vse, in so pač nam bili vedno na razpolago, da smo jim pisali. Jaz sem s to mojo tutorko razvila ful dober odnos in ne vem, je tako res neka taka lepa izkušnja. Napisala pa sem tle še Friday bar. To je pa tudi ena posebnost dancev, da zelo radi se zabavajo. Zelo radi pijejo in vsak petek je odprt pač nek tak prostor za druženje znotraj fakultete, kjer se lahko gre na pijačo in se potem menja malo na različnih fakultetah. Melanie, bi še ti kaj dodala tule zraven od VIA? Ja, mislim, meni se zdi to super pri VIA, ravno da smo imeli dostop do teh craft roomsov in da se ima vedno na razpolago in se mi zdi, da je to ena super možnost, da si mogoče malo raziskal neke svoje notranje, ne vem, notranje potenciale mogoče, da naprimer en craft room je bil, naprimer, da se lahko ustvarjal z lesom ali pa, ja, tako, to se mi zdi ful dobro. Ja, ful poudarka so res dali na to, da pač študentje uporabijo in se izražajo in
in se družijo in delajo v teh prostorih in pač razvijajo neke nove potenciale. Tako da to tudi kot nek Erasmus študent je bilo vsaj meni ful lepo slišati, da pač, da vseeno imamo tudi mi, ki pridemo za 5 mesecev, možnost, da lahko delamo vse tam in razvijamo karkoli si želimo. Če ne pa sama organizacija, bi še rekla, oziroma pisarna, vodstvo so bili izjemno prijazni, izjemno hitro so odgovarjali tudi na poslane maile, poslane dokumente. Če je kdo karkoli pozabil in smo jih opomnili, so takoj poslali spet nazaj. Tako res dobro organizirano, dobro vodeno in potem še, ne vem, ful, res izjemno dobro so pač to handlali, da so nam pošiljali vse maile nazaj takoj direktno. Tako da ta organizacija se mi zdi super, da izpostaviti tudi. Jaz se tudi opravičujem, jaz sem isto živčna, kot je bila Julija. Ali pa še bolj. Ok, pa Melanie, prevzemi ti. Ok, se opravičujem, če se slabo sliši, upam, da se me sliši, ker sem v tujini in imam malo težave z internetom. No, jaz sem Amin, jaz sem bila na izmenjavi v 4. letniku in študiram socialno pedagogiko. Torej v 2. semestru. Izbrala sem pač program HHH, ki pomeni pač Head, Heart and Hands. V bistvu pač to je program, znotraj katerega so 3 moduli. V bistvu si ne izbiraš predmetov, ko se prijaviš na ta program, ampak je vsak modul pač vreden 10 kreditov. Prvi modul je na primer Creative Expression in znotraj tega modula pač prvo je na primer Introduction Week in pač se spoznavaš prek različnih aktivnosti, glasbe, plesa, pač ful so ti različni mediji, prek katerih se lahko pač zbližamo, glede na to, da pač pridemo do različnih kultur, držav in tega. Tako da znotraj tega modula je bilo veliko glasbe, plesa, drame, igre, te različni mediji, preko katerih smo se povezovali. Sicer je bilo na trenutke tudi lahko izziv to, ker na primer pri nas na faksu nismo mogoče navajeni prek teh medijev se povezovati, se učiti in je lahko bilo mogoče malo out of comfort zone, če si tam mogo plesati predvsem, ampak to se počasi se je gradil ta odnos in je ful je bilo zanimivo spremljati, kar se je dogajalo pač skozi tekom tega modula. In na koncu tega modula je v bistvu pač smo z študenti v NSE, pač Nature and Social Education, to, kar je bila Aja. V bistvu smo si mogli predstaviti, kar smo delali tekom tega modula in pripraviti te aktivnosti, tako da to je bil zaključek tega modula. Potem na 2. modulu, to je placement, to je bila praksa, v bistvu si izbral populacijo, s katero bi pač radil, ne vem, če so bili to otroci ali mladostniki, pa si pač pisal na primer od 0 do 5 starost, ali od 5 do 10, ali pa 10 do 15, 18 leti. In na podlagi tega so te oni razporedili v institucijo. V bistvu izkušnje so bile ful različne, jaz sem imela ful dobro izkušnje, sem bila na praksi v šoli, v zero grade, ker na Danskem v bistvu imajo zero grade in meni je bila to ful dobra izkušnja, da pač sem videla, kako pač delajo z otroci tam, kako jih učijo, ful je razgibano. Meni je najbolj ostalo v spominu to, da na primer otroci, ko se učijo, na primer matematiko, da grejo vmes ven, pa brcajo žogo, pa tako, pa pridejo nazaj, lahko na primer delajo naloge na tleh, pač tako, meni je bilo všeč, nisem si predstavljala, da je lahko poteka pouk na tak način. Potem 3. modul,
No, praksa je trajala v bistvu 1 mesec. Ja. In na koncu smo mogli napisati še poročilo o praksi in pa je bil v bistvu še ustni izpit, pač ful dober izpit, ker si govori o svojih osebnih in strokovnih izkušnjah in si pač predstavil potem, kaj si se naučil na praksi in pač bila je ful taka prijetna dialoška izkušnja, tako da nič tako pretirano stresnega. Potem tretji modul. Pri tretjem modulu je pa v bistvu smo pa delali en projekt na tematiko sustainability goalsov in potem smo preko enega medija, Shadow Theater, v bistvu delali projekt v skupini in pač ful tudi dobro kreativno ja. In na koncu smo mogli še izvesti en projekt v skupini in teoretično zapisati ta projekt in ga izvediti v skupini. To so bile vse te aktivnosti, obveznosti znotraj teh 3 modulov. V bistvu ta modul je drugače vreden 30 kreditnih točk. Meni se je priznalo 27 kreditov od 30, kar je skoraj pač celoten semester, ampak pri enem predmetu pač moram zdaj tiste ostale kredite pridobiti, ampak ja, načeloma pač se mi je priznalo vse, tudi praksa. Tako da, ja. Pač meni je, lahko povem še samo osebno izkušnjo z tega programa, da mi je bilo zelo všeč. Ravno zaradi teh nekih različnih medijev, prek katerih smo se spoznavali, pa pač družili, res je bilo ful dobro, no. Pač veliko je bilo na igri, na izkustveno je bilo, no. In ja, sem ful hvaležna za to izkušnjo. To je pa vse. Hvala obema. Ima mogoče kakšno vprašanje? Jaz nisem že povedala. Se opravičujem, ja. Jaz sem hotel povedati, da ste to zelo, da je ta verjetno destinacija najbolj popularna med socialnimi pedagogi, ne? Ja. Da ste množično vkratili, ja, ne, tako da kar izvolite, ja. Res je. No, jaz sem šla pa v 3. letniku v spomladanskem centru. Ja, sem šla na program. Ta program sestavljajo spet 3 moduli. Social Education, Nature and Outdoor Activities, Practicum in pa Collaborative Creation and Citizenship. A me slišati? Ok, dobro. Malo mi internet nagajal zdaj. Ja, in ta prvi del, prvi modul, enako je ovrednoten, kakor so na HHH, 10 kreditov vsak. Prvi modul je bil predvsem glede na to, kako se vključuje naravo v pedagoški proces in kako mi vstopamo v naravo, kako smo mi kot ljudje povezani z naravo. Ogromno smo bili zunaj, ogromno smo spoznavali, kako bi lahko vpeljali neke naravne metode v učni proces, tako da to je bilo zelo zanimivo, plus dogajalo se v februarju, tako da smo tudi malo zmrzovali, ampak je bilo vseeno zelo prijetno. Praktikum je bila v bistvu naša praksa, mi nismo imeli možnosti izbire, ampak če smo izrazili kako željo, so naše želje upoštevali. Jaz sem izrazila željo, da želim delati v vrtcu, v tem gozdnem vrtcu, ki so znani za Dansko, in to je bila neverjetna izkušnja, res enostavno. Ne morem jo opisati na hitro, tako da niti ne bom, samo priporočam in če kdo ima kakšno vprašanje, me lahko kontaktira komot, ker bom z veseljem od tega govorila. In je tudi trajala 3 tedne, na koncu tega smo mogli narediti nek portfolio, zbrati neke dokumente, malo poročila in imeti ustni zagovor tega, kar je bilo spet v bistvu pogovor s profesorjem glede tvojih izkušenj na praksi. Nihče ni padel, vsi smo naredili in vsi smo bili pohvaljeni.
In potem zadnji modul je pa spet neko spoznavanje, kako kot ljudje delujemo v družbi, kako soustvarjamo prijetno okolje, prijetno učno okolje, prijetno delovno okolje. In smo pač na koncu imeli tudi skupinski zaključni projekt, ki smo ga predstavili v razredu, in to je bilo to. Vse je izjemno zanimivo, vse je tako prijetno in dajo nam možnosti, da se res povežemo. Poleg tega NS ima tudi en poseben program oziroma posebnost vključeno. To so tej Wonder Daysy, ko so v bistvu 4 dnevi v semestru, ki si jih pa študenti sami organiziramo. In tukaj je bila naša domišljija edina meja, ki smo jo imeli. Tako da to je bilo tudi res zelo posebna izkušnja. Zdaj pa na hitro bi se nam še povedala od nastanitve. Preko VIA College so nam zrihtali, kje bomo mi živeli, in večinoma so nas vse poslali v Skjolhoj. Tako da to je neka v bistvu kompleks, študentski kompleks, tudi drugi živijo tam, ampak pač večinoma so to študenti. Na hribu nad mestom, ja, Danska ima tudi hrib, ko kolesariš, se tega zavedaš, izjemno. Povezave do tega so z avtobusi A4, A3, tako da peljejo direktno do faksa. Skjolhoj pa ponuja tudi različne tipe sob, tip 1 ali A, tip 2 ali D in tip B. V B je bila Melanie, če se ne motim, v dvojnem stanovanju. Jaz sem bila pa v A-ju, to je pa privat soba z privat kopalnico in potem deljenim skupnim prostorom in kuhinjo z 12 drugimi ljudmi. Moje to znašalo, najemnina znašala za moje stanovanje 372 €, plus na začetku je treba vplačati kavcijo, ki je izjemno visoka, ampak na koncu ta denar vedno dobiš nazaj, ker oni samo želijo poskrbeti, da boš ti res očistil prostor za sabo, ko se izseliš, tako da en mesec potem, ko se izseliš, dobiš nazaj ta denar. In ja, ta študentski kompleks ima vse, trgovino, savno, bar, fitness, tudi trgovine so v okolici blizu, pa zraven gozda je, tako da če se želiš umakniti nekam na samo, je tudi zelo lepo tam. Ja, in mogoče bi jaz samo še dodala na koncu, ker če to vas zanima, jaz sem imela sicer vse dodatke za pač osnovno to štipendijo Erasmus, ampak tudi če je Danska zelo draga, se da priti skozi tudi s tem, kar dobiš. Mogoče je fajn, da imaš nekaj našparano še zraven, ker je res drago, ampak če si pripravljen in malo tako gledati, da boš recimo šel rajši s kolesom v toplejših mestih, ne z avtobusom, in to prideš skozi s tem finančno pomočjo, ki jo dobiš. Zdaj pa je to vse, kar imam za povedati. Razen če Melanie želi še kaj dodati. Ne, v redu. Potem pa je to. Hvala. Hvala lepa obema. Kot sem prej povedal, ta destinacija je res množično popularna pri socialnih pedagogih in jih tudi veliko odhaja tja vsako leto. In tukaj moram opozoriti, da mi imamo pogodbo podpisano za točno določeno število mest in da smo v zadnjih letih praviloma pošiljali nekaj več, ker so nam tako tudi oni dovolili. Se pa lahko to spremeni v prihodnosti, da recimo, da bojo imeli veliko prijav tudi drugih in se bomo morali držati potem številk, ki so v pogodbi. Tako da verjetno predel, da se med sabo pogovarjajo študenti in da bi hotel samo opozoriti, da to ne pomeni, če jih je lansko šlo, ne vem, 6-7, da bo tudi drugo leto to mogoče. Tako da smo žal omejeni pri številu študentov, ki jih lahko pošljemo na določeno destinacijo. Če ni vprašanj v zvezi s to predstavitvijo, predlagam, da gremo naprej. Mislim, da je naslednja na vrsti Manca, če je z nami. Sem z vami, samo mi šteka internet. Hvala. Okej. Da še jedan screen. Okej, se vidi? Okej. No, jaz sem se pa odpravila na Nizozemsko. Bila sem torej, šla sem v drugem semestru v 3. letniku in sem šla na program Creativity and Art at Work na Han University of Applied Science.
Zdaj, to je v mestu Nijmegen, ki ga lahko vidimo tukaj čist spodaj. Ja, šla sem v poletnem semestru, kot sem že rekla, torej bila sem tam nekako 5 mesecev, od januarja do junija. V bistvu faks poteka 3-krat na teden, gre za mednarodni program, to pomeni, da je celoten program v angleščini in so večinoma torej mednarodni študenti, čeprav je bilo tako približno pol mednarodnih študentov, pa pol študentov z Nizozemske, ampak je še vse potekalo v angleščini. V bistvu to je en modul, ki je cel modul vreden 30 točk, je pa znotraj tega razporejena 2 semestra. Ocenjuje se pa v bistvu tako, da imaš po koncu prvega semestra imaš en ustni izpit, ki ni tako grozen. Potem moraš izvesti en projekt in pa na koncu zadnja stvar, ki se ti poleg v bistvu ocenjuje, je pa portfolio, ki ga moraš narediti v celotnem semestru, to je glavna stvar, ki se ocenjuje. Zdaj tukaj lahko tudi na sliki vidimo, kako je izgledal torej sam faks. To je še par slik, torej faksa, kar je bilo meni ful vredno, je to, da imajo, kakor vidimo tukaj ful nekih prostorov, kjer lahko greš znotraj faksa, kjer lahko, ne vem, se študiraš, imaš neke pogovore, karkoli. Tudi mogoče na našem faksu pogrešam. Potem ful sem imel tudi, torej učilnice so bile zelo napredne, pa zelo sem imela različnih kotičkov. Recimo tukaj vidimo, da smo imeli program 3D printanja. Ne vem, imeli so tudi recimo samo zadelati z lesom, pa tudi s temi živimi stvarmi, skratka, no, ful imajo različnih možnosti, pač, če se nekaj želiš, pa izraziš željo, se ti bo to ponavadi omogočilo. Torej, znotraj tega mojega programa je bilo 5 predmetov, drama, music, visual arts, creative lab pa Basecamp. Zdaj, mogoče za nekoga, ki ni tako umetniški, se to malo scary sliši na začetku, ampak v bistvu ne rabiš imeti čisto nobenih predstav za nobenega od teh predmetov. So zelo odprto tudi zasnovani, tako da če imaš kakršnokoli željo, kaj bi želel delati, se ti to omogoči. Je pa pač bolj kreativno, res naravnano, ampak meni je bilo res super, res sem se veliko naučila. Tako da ja, so pa prvi 3 so v bistvu bolj praktično naravnani, zadnja 2 sta pa bolj teoretično naravnana. Tako da ja, to so pa tudi primeri, torej kako je izgledala naša učilnica za dramo. To smo imeli recimo prvi music en projekt, to smo pa recimo delali grafite pri visual arts. Potem glede študentskega doma. To, kar vidimo na sliki, je moja soba in pač pogled iz nje. Večina študentov je ali v Fossenfeldu ali pa v Hochwaldu. To so v bistvu 2 velika študentska domova, mednarodni študenti je večinoma tukaj. Jaz sem za mojo sobo plačevala 430 € na mesec. To je pa vključevalo torej to sobo, ki vidite tukaj, plus imaš svoj tuš. Deliš si pa potem stranišče pa kuhinjo, v mojem primeru bilo to še z 8 drugimi, če smo v Hochwaldu jih je pa se mi zdi 12 skupaj, ampak dejansko res ni problem, da jih toliko je skupaj, zato ker imaš pač itak svoje sobe in kakor vidite ni tako majhna, tako da to je res fajn. Pri iskanju tega šlo pa v bistvu vse preko Hana, torej preko faksa, tako da ni bilo nobenega problema s tem, čeprav, če pa ne greš preko tega, imaš pa lahko velike težave, ker imajo kar krizo stanovanjsko, ampak ja, jaz te težave nisem imela. Pol pa še mogoče na kratko izven faksa, zdaj res imaš veliko možnosti za potovanja. Jaz sem ful potovala, kar sem bila tukaj, tako da sem kar nekaj denarja zapravila za to. Mogoče čisto tako, da če si res pozoren na denar, pa ne potuješ veliko, po moje lahko, torej 600 € imaš od Erasmusa, pa po moje še ne vem, 100-200 € na mesec, če pač res ne potuješ nekaj ful, če pa pač potuješ, pa lahko precej več zapraviš, zato ker je v bistvu promet tam precej drag. Kar se pa v bistvu okoli prevažaš znotraj mesta, je pa v bistvu vse s kolesi, kakor tukaj vidimo. Ja, pač res kolo je ena prvih stvari, ki se jih moraš zrihtati, ko prideš tja. Ja, ful se pač spodbuja tudi druženje, pa spoznavanje neke nove kulture, tako da
ja, to so slike z teh potovanj, to je drugače to mesto Nijmegen, kjer sem jaz probila. To je pa to, če ima še kdo kakšno vprašanje. Super, najlepša hvala. So kakšno vprašanja? Dobro, očitno ste bili dosti informativni. Torej, zdaj pa mislim, da imamo samo še eno predstavitev, ene destinacije, Andreja in Ajda. Če sta z nami. Aha, Ajda, vidim. Ja, skupaj sva. Sam kamera nama nekaj ne... Ja, kamera nam očitno ne dela, ampak ima pa PowerPoint predstavitev tudi. Tako da... Važno, da vas slišimo, ja. Ja. Tako je že to še. Tale, ne? Okej. Se vidi? Se vidi, ja. Okej. Kako bo to povedal? Tole, to je ikona. To? Pravi, težave. Evo, ne. Okej. Okej. Vidimo predstavljati izmenjavo v Lizboni. Smo Andreja, a da obiskuje tretjeletnik in pedagogike. Jaz obiskujem tretjeletnik in obe so tako v Lizboni, da smo pravi semester. Jo, jaz vaju ne slišim. Aha, zdaj pa v redu, zdaj pa slišim spet. Okej. Prosim za izsledka dela. Take two, let's say. Okej, so Ajda in Andreja. Predstavljala bova izmenjavo v Lizboni. No, to so še zmeraj v Lizboni in upravljava prvi semester. Ajda obiskuje tretjeletnik izrednega študija socialna pedagogika, jaz sem tretjeletnik. Se pravi, da obiskujeva fakulteto SLX. Predmete imava vse v portugalščini, kar je bilo na začetku majčkeno težko, ampak v bistvu z vsakim profesorjem se posebej zmeniš, kaj rabiš narediti, kako, kaj se ti prizna, kaj ne. Tako da tukaj so profesorji ful prijazni, odzivni. Tudi, na primer, gradiva smo dobivali v angleščini, seminarske so vse v angleščini. Izpitov, tukaj, vsaj jaz mislim, da nimam, ne? Ja, jaz isto ne. Pri enem predmetu edini je izpit, ampak nama ga profesorka se odločila, da ne bo dala zapisati. Si pa v bistvu tukaj z rednimi študenti v razredu, pa tudi, ne vem, tako po 1, 2, 3, pa tudi do 1, 5 Erasmus študentov je na predavanja. Ja, večina predmetov je po 4 kreditne točke, midve imava za izbirni predmet portugalščino, se pa prizna 6 kreditov. Ja. Ja, da bi se kar spati za portugalščino kreditno kaj ti navede. Zdaj malo povedali glede nastavitve, kako povprečna cena za eno postavljeno €50. Ko se ti nimava informacij, ki so gledali. Jaz sem vidim, da vas spet ne slišimo, ne vem, ali to samo jaz problem ali tudi ostali. Aha, zdaj vas pa slišimo. Okej, ja, hvala za tole. Ne vem, od katerega dela niste slišali, bom še enkrat ponovila vse skupaj. Skratka, ja, želela sem povedati, da se spati za portugalščino, ne samo zaradi kreditnih točk, ampak samo zaradi samega jezika. Zdaj pa povedala glede nastanitve. Nekako povprečna cena za eno posteljno sobo v stanovanje je €350. Za študentski dom nimava informacij oziroma niso niti gledali, ampak so se prej pogovarjali. Ajda je rekla, da je iskala informacije v zvezi s tem in da bi naj študent bil €700. Tako da, toliko koliko vemo glede tega. Zdaj nekako priporočava, da se začne iskati nastanitev kar v juniju, zato takrat se študenti, ki opravljajo drugi semester, selijo. In v bistvu trenutno je kar težko dobiti stanovanje v Lizboni. Tudi, kaj se glede cen tudi naraščajo. Tako da ja, v bistvu priporočava kar
naprej, torej v juniju, da se začne iskati stanovanje. Za lokacijo, katero priporočava, je tale lokacija, kot je označena z krogom, recimo nekje v centru, pa priporočava tudi, da je najboljše, da se nastanite blizu metroja. Torej te 4 linije predstavljajo metrolinije ali pa zraven železnica, pa bom pokazala na drugem sajtu oziroma na drugi sliki. Ok, pa gremo naprej. Zdaj, kar se tiče glede aplikacij, ki lahko najdete nastanitve, so te aplikacije. Tukaj je zelo fino omeniti, kakšne prevare, teh je bilo ogromno. Z ogromno ljudmi, ko so se pogovarjali, so platili vnaprej oziroma so se dogovorili za stanovanje preko ali Facebook skupin ali pa kakšnih drugih najbolj preverjenih aplikacij, tako da to res posebej polagam, da se držite teh aplikacij ali pa da magari vprašate za pomoč tujo institucijo, ker sama na primer sem iskala potem drugo stanovanje in sem iskala 2 meseca in teh skemov je bilo ogromno. Tako da, ja, tukaj bodo kar previdni in na primer, če ste že v Lizboni, zahtevajte ogled stanovanja, se največkrat ugotovi neki skem, ker potem začnejo razlagati, da ogled stanovanja ni mogoč in da želijo, kateri celo zahtevajo denar za samo ogled stanovanja, tako da ja, jaz priporočam res uporabo teh aplikacij. Če to ni najbolj varna opcija, magari da sem prej, pa da ste magari v hostlu in da se odločite za ogled stanovanja. Ampak vseeno, v vrsti vseeno priporočam iskanje stanovanja v juniju, zato ker ko boste čakali, manj bo opcij. Pa ja, to se mi zdi zelo pomembno povedati. Kar se tiče glede prevoza, tukaj je od podzemne železnice, vlakov, avtobusov, ladij, Uber in tako naprej. Ko so se zdaj pogovarjali, nekako niso imeli dobre izkušnje z avtobusi, ki so tukaj zamujajo ali so pozni ali kakorkoli, zelo so nezanesljivi, da predlagava predvsem uporabo metroja pa vlaka in iz tega razloga nekako predlagava tudi, da se nastanite do tega. Kot sem omenila, 4 linije, 4 barvne linije predstavljajo metro, da kako predlagava, da se najdete nastanitev v tem delu. Sicer je malo dražje, ampak vseeno se bolj splača, kar se tiče del javnih prevozov. Tele sive linije tukaj pa predstavljajo železnico. Ja, to je to. Mesečna vozovnica tukaj za študenta stane 30 € na mesec in vključuje in vlak, in metro, in avtobus, in radio oziroma vsa javna prevozna sredstva. To karto se lahko naročite na lož Paris, Danja ali Santa Amaro, kakorkoli, jaz sem ravno kar nekaj časa, da sem našla destinacijo za tole. Tukaj pa sem prilepila tudi še par linkov za vozni red, podzemne železnice, pa tudi zemljevid zemlje železnice. Na sliko pa sem še prilepila tole kartice, da vidite, kako izgleda. Ok, hotela sem tudi več na splošno življenje v Lizboni. Zdaj vreme, zimi je nekje od 8 in zdaj trenutno dežja, pa tudi poplave. Glede ljudi, name je ful presenetilo, kako so Portugalci izjemno odprti, prijazni, pomagati bodo pri vsaki stvari. Res. V Lizboni je tudi možnost surfanja, da se piše v skupini za nekih 30 € na 2 uri. Piše se v skupini z inštruktorjem, je pa tudi to skozi celo leto praktično. Pol glede hrane, tukaj so mečke slikce prilepile zraven, si lahko predstavljate, portugalska hrana naj je tudi čisto navdušila. Portugalska tudi zelo veliko klancev, tako da tukaj pazite, kako hodite. Jaz sem bila 1 mesec na Berglah z zlobljenim gležnjem. Ja, ima pa ful nekih Erasmus organizacij. V bistvu izkorbiš si lahko ESN ELL kartico za nekih 20 € in s tem se potem prijavljaš na razne aktivnosti. To so lahko neke spoznavne dejavnosti, večerje, izleti, žurke, vse živo, tako da so pa tudi določene ugodnosti, ki jih lahko s temi karticami dobiš.
Glede faksa bi pa še omenila, prej sem pozabila reči, no, mi da so imele kar dosti težav z njihovo odzivnostjo. Meni so rabili, mislim, da 2 meseca, zato da so mi sam nek papir podpisali, iskale so milijon nekih mailov, kam bi jim lahko pisale, klicale, nič od nič. Vse je bilo zadnji moment, no. Tudi tukaj na splošno, Portugalci so tukaj počasni ljudje, bi lahko rekla. Ne vem, kar se tiče nekih zamud profesorjev, pa odpisovanja na mail, pa to sicer njihova odzivnost je boljša, zdaj, ko sva tukaj. Naša koordinatorka za našo smer je dokaj bolj odzivna v tem času, odkar sva tukaj, ampak pred samo izmenjavo, ne vem, jaz sem kar malo se že tresla, sem sploh na tej izmenjavi ali nisem, ker niti nisem vedela, katerega koordinatorja podpisati, koga obvestiti, nič. Tako da, ja, to mislim, da je kar težava. Mislim, da si tudi imela težave s tem. Ja, birokracija je zelo počasna. To splošno v portugalski, ne samo na študiju. Pa samo, kar se tiče glede študija, da če omeniva... Ajde, jaz se bojim, da vas ne slišimo. Zdaj pa spet malo boljše. To je neverjetno. Vsakeč, ko se menjava, se ne sliši. Pa, okej. Ja, moje izkušnje glede birokracije ni najboljša, ampak koliko sem slišala, je to nasplošno znano za portugalsko. Jaz še želim omeniti, kar se tiče glede študija, se nama zdi, da se pride test. Paziš, kaj kupuješ tudi na same fakulteti, ki je delnica in tam se tako v redu priti skozi. Ja, mislim, da je kosilo 2,75 €, pa dobiš res cel obrok, kot juhe, glavne jedke. Mislim, da zbiraš med temi glavnimi jedmi, lahko si še sadje zraven vzameš, sladico, vse, tako da to mislim, da ima kar dober preskrblen. Kar se tiče hrane, je tukaj v redu. Ja, prideš, plačaš z gotovino, lahko mislim, da nima veze, ali si Erasmus študent ali si redni študent, tista 2,75 € res se splata, no, da poceni skozi prideš za cel obrok. Če samo tole, da se me sliši. Zdaj bo vse, okej. Kar se tiče glede nočnega življenja, pa so sežurke 24 ur na teden. In tudi kar se tiče glede samih pijač in tako naprej, so določeni centri podpore avto, ki lahko kupiš pijač pod 1 €. Jo, ajde, zdaj se vas pa ne slišim. Pride nekaj po delu. Okej, nas se tiče glede nočnega življenja, se tiče glede druženja in nazdravljanja, posebej kar se tiče glede nazdravljanja. Se da tudi kar poceni priti skozi, še posebej v Bairro Alto, je ogromno nekih barov in lokalcev, da lahko kupiš, na primer, pivo pod 1 €. Tako da, ja, se tiče glede nočnega življenja, se da tudi zelo, zelo lepo in cenovno. Mogoče, kar se tiče glede vstopnin, v nočne klube lahko kar drago, še posebej, če si moški. Ne vem, kaj je fora okrog tega, ampak veliko moških zaračunajo duplo ceno in si ženska lahko prideš za ston. To je pač nekaj, kar sem sama doživela velikokrat, odpisala v reviewih, tako da, ja, ne bi še samo to, kar se tiče glede nočnega življenja. Ja, pa tudi meni se zdi, a se sliši? Zdaj se vas sliši ful dobro, prej pa, okej. Se mi zdi, da je tudi Lizbona, vsaj kakor sem se jaz počutila, dokaj varno mesto, naprimer, ne vem, čez dan, čez noč, nikoli me ni bilo strah iti sama, naprimer. Je pa tudi mesto je polno nekih študentov, turistov, tako da, ja, še to sem hotela dodati. Okej, zdaj pa zaključujeva, kako vprašanje, kaj niso kaj pomembnega omenile. Ja, kar povejte. Ja, jaz bi imel eno vprašanje. To, ko pravite, da so predmeti v portugalščini, kaj to točno pomeni? A vi morate sedeti na predavanjih pa poslušati portugalščino predavanja ali delate pol samo individualno s profesorji, kasneje individualne konzultacije, ali prav obiskujete predavanja in jih poslušate v portugalščini? Zdaj v bistvu ful odvisno. Recimo pri enem predmetu mi je profesorica rekla,
brez veze, da sediš tukaj, ker ne razumeš, in jaz sem mu poslala določene PowerPointe prevedeno v angleščino. Pol pri 2 predmetih je tako, da sedimo na predavanjih, je pač čisto v portugalščini, si mi malo sproti prevajamo te PowerPointe in to, ampak no, pa med vsakim odmorom, pa tudi na koncu predavanja si profesorji vzamejo čas, da nam razložijo, čeprav en profesor si vsakič vzame, ne vem, 20-30 minut, da nam vse razloži. Tako da, kar se tiče tega, so res prilagodljivi in prijazni. Ker na začetku, mislim, mene, ker majčkeno stisnilo, kako bo to zdaj šlo vse v portugalščini, pisali mi v tistem seznamu predmetov, da bodo angleški predmeti oziroma bilingual. Na začetku pri enem predmetu, ki nas je, mislim, da ene 6 Erasmusov, skupaj z rednimi študenti, je profesorka vprašala, kako se nam zdi, a bi bila predavanja v angleščini, glede na to, da nas je kar dosti Erasmusov, ampak se pač te redni študenti niso strinjali, tako da smo se pol mi posebej z njo menili. Na primer, pri tem predmetu, ki se piše izpit, ker je v bistvu edini predmet, vsaj teh, ki jih imamo midve, no, da se piše izpit, so oni pisali pač izpit v portugalščini, nama je pa rekla, da se bomo individualno zmenile, kaj pač namesto tega naredimo, neko seminarsko individualno delo, ne vem točno. Tako da to se morava še dobiti z njo. Ampak ja, je pa vse v portugalščini, tako da tega nisva čisto pričakovali, se pa da ful zmeniti, tako da to naj je tudi presenetilo, ker ne vem, na začetku, kakor sem rekla, malo je panika zagrabila, kako bo to sploh delovalo, ker tudi sedeti na kakšnem predavanju 2 uri pa nič razumeti, ker majčkeno tako, so nam pa skozi na voljo, skozi nam pošiljajo in PowerPointe in prevajajo, tudi na primer zdaj smo imeli pri enem predmetu predstavitve in skupinsko delo po 4 osebe in smo mi Erasmus študenti smo mogli te PowerPointe prevesti v portugalščino, sicer pač prevajalnikom. So pa tudi oni pol za nas vse te PowerPointe v angleščino prevedali iz portugalščine. Tako da se ful da, no. Dobro. Ok, hvala. Jaz sicer sem imel kar precej težav slišati, upam, da so drugi kaj boljši. Ja, ne vem, kaj je problem. Tako da, če nima nihče kakšnih vprašanj, se vam zahvaljujem. Zdaj najbrž ste videli tudi, da nekako ste dobili občutek, da Skandinavci imajo to običajno veliko bolj organiziran in poskrbljen, strukturiran, da ko greste pa kakšna Portugalska, Španija, je pa to malo bolj improvizacija, kar pa ne pomeni nujno, da mogoče slabša izkušnja, ampak samo, da ste pripravljeni, s čim imate opravka. S tem smo tudi zaključili z vsemi predstavitvami. Jaz se še enkrat zahvaljujem vsem za sodelovanje, zelo cenimo vašo pomoč, da ste pripravljeni deliti vaše izkušnje. Ta predstavitev bo objavljena na našem YouTube kanalu, imeli bomo pa še eno pred zaključkom razpisa, v čemer bomo obvestili tudi vse študente po e-mailu in na vseh naših spletnih stranih, socialnih omrežjih in tako naprej. Hvala lepa za vaše sodelovanje in kar pogumno s prijavami. Ja, hvala vam za predstavitev. Hvala. Adijo. Ok.